Vodilna Olimpija je doma pričakala nogometaše Krškega, ekipo, ki je v prejšnjem krogu pričakala Maribor, pustila dober vtis, ampak na koncu vendarle izgubila z 1:3. Prvo medsebojno tekmo je Olimpija dobila v Krškem z 0:2. Prva akcija tekme za Olimpijo, velika priložnost za Mimuna, ki je zgrešil po podaji Hentija. 14. minuta, pa prvi gol za Ljubljančane, še enkrat podaja pred gol in Ontivero je izkoristil tole izjemno asistenco. Podal je Šporar, Ontivero pa je zabil svoj prvi gol v dresu Olimpije in domača ekipa je dobro začela dvoboj proti ekipi iz Krškega. Še enkrat izjemna akcija, Ontivero pa na pravem mestu za zadetek v mreži Zalokarja. Prosti udarec Mimuna, žoga v naročju gostujočega vratarja, še en poskus za Ljubljančane oddaleč in še enkrat je bil na pravem mestu Zalokar, ki je imel kar nekaj dela v tem začetku dvoboja. Potem priložnost za Krčane, žoga pred vrata in tam sta bila Drnovšek in Jurečič, žoge nihče ni uspel spraviti v mrežo. Nato pa zadetek za Ljubljančane, priložnost za Hentija, ki je takole izjemno našel Kapuna za povišene prednosti na 2:0. Zares izjemna akcija Hentija, ki je tokrat podal proti vezistu Kapunu, ki je bil sam na drugi vratnici in brez težav žogo seveda poslal mrežo ter povišal prednost Ljubljančanov še pred koncem tega prvega polčasa. Potem pa zadnja akcija prvega dela, tokrat je prišel do strela Jurečič in takole pa po vratni žogi je imel lepo pozicijo, a žogo poslal nekoliko previsoko. Drugi polčas in še enkrat izjemna asistenca Hentija proti Ontiveru, ki je dosegel še svoj drugi gol na tekmi za Ljubljančane. Veselje Lukasa Ontivera za povišene prednosti na 3:0. Nemočen je bil Zalokar po tej izjemni asistenci in čudovitem zaključku Argentinca Ontivera je Olimpija vodila. Še enkrat nevaren tudi Henti, ki si je pripravil priložnost za gol, ampak na pravem mestu Zalokar. Nova akcija za Ljubljančane, to je bila še ena lepa priložnost in tokrat gola ni bilo, obramba Krškega je rešila pred svojimi vrati. Potem pa še enkrat Ezekiel Henti pred golom, ampak nova odlična obramba Zalokarja, ki je rešil vrata Krčanov. Gol pa je padel v 68. minuti, nova lepa akcija Olimpije, ekipna kombinacija, katero pa je zaključil Nik Kapun in povišal prednost Olimpije na 4:0. Henti, Mimun in potem še drugi gol za Nika Kapuna. Olimpija 4, Krško tokrat 0. Zadnja akcija tekme, strel daleč in igra z roko v kazenskem prostoru. To je bila 11-metrovka za Ljubljančane. Poskušal je Šporar in tudi sam je stopil k beli točki, takole pa je bil natančen Andraž Šporar in povišal prednost Olimpije na visokih 5:0. Še ena petarda v Stožicah. Olimpija je dala ponovno 5 golov in takole se je veselila visoke zmage proti Krškemu. Tole je bila zadnja akcija tekme, zgrešil je Perkovič in Olimpija je dosegla 5 golov, dosegla nove 3 točke in je še naprej na prvem mestu lestvice prve lige. Krčani pa že dolgo časa brez zmage, vse od drugega kroga, ko so doma premagali ekipo Kopra. Ne, jaz ne vem, zakaj mediji stalno poudarjate na 2 tekmah 1 točko. Olimpija je zbrala v zadnjih 10 tekm 25 točk. Niz je zelo uspešen in malce se nasmimo ob tem, da smo v zadnjih 2 zbrali 1 točko. Se zgodi, so vzponi in padci, tudi fantje se trudijo, igrajo dobro, publika zadovoljna, tako tudi jaz. Zaenkrat je vse v redu. Premor nam bo prav prišel, vse smo imeli kar nekaj poškodovanih igralcev, tudi kaznovanega, tako da upam, da bomo v teh 14 dneh naredili čim več. Svojim fantom, ki pa gredo mlajše reprezentančne selekcije, pa želim, da se zdravi vrnejo.